Naslednje bi prosil Simona Karduma, trenutnega... Vse je Milinković. A je Milinković? Aha. Tako, trenutno direktor Kina Šiška, kar poznamo. Najbolj sem se zapomnil, da je bil sokrivec B51 bunkerja iz mojih študentskih časov. Tako, ampak verjetno takrat, ko sem ga jaz dosegel, je že bila mogoče stvar malo drugačna in pa smo dosegli tudi bridki konec tega. Tako. Ampak to pa največ poznamo pa zdaj trenutno že kar nekaj časa delovanje Kina Šiška, ki prej nobeden ni vedel, zdaj pa vemo vsi in kaj se dogaja, tako da hvala lepa za vašo prisotnost tudi in hvala tudi vam. Tako. Jaz bom malce improviziral, da se upravičujem že naprej in morebiti se bo dalo kakšno istočnico povezovati s tistim, kar je seveda nad naslov današnje zgodbe, ni pa to nujno. Zdaj, tukaj smo imeli opravka s kolegom in kolegico, ki sta vsak se po svoje dotikal, rekel, določenih intervencij. Skupna točka je seveda popolnoma jasna. To je premislek o tem, ali je dopustno in možno seči čez človeško naravo in na kakšen način v vsakdanjem življenju lahko tovrstne operacije izvajamo in situ. Najprej sem dotaknil prve točke. Jaz sem sicer po poklicni izobrazbi slovenist in filozof. Tako da slovenistiko, kar se izobrazbenih zgodb tiče, sem se lotil na ta način, da sem poskušal čim več odtenkov slovenskega jezika razumeti in zdaj bom navedel samo 3 besede, ki se mi zdijo blazno pomembne za današnjo razpravo, za današnji simpozijum. Prva, ki je tista, o kateri je govoril kolega Vladimir, je vse mir. Ali vse mir je še bolje? Krasen izum, jezikovni izum, ki natančno pove, kako se človek predstavlja kozmos, kako se predstavlja vesolje, kako se predstavlja neznano in tako naprej, ampak hkrati tudi zelo dobrohotna beseda. Zato ni tisto, kar je predvsem evropska civilizacija vse skozi govorila, da se je treba neznanega bati. Čisto enostavno. Druga taka beseda, ki vsebuje tudi mir, je vznemirljivost, vznemirjanje. Ena od ključnih besed vsakodnevnega ustvarjalca. Jaz tukaj ne bi zdaj govoril, tako kot se zdaj modno, popularno in tako naprej reče, da je vse, kar človek počne, pa če če se spotakne, že hkrati kreacija ali stvaritev. Nekako ne, s tem se jaz nikoli ne bom mogel strinjati, ampak seveda je treba, rekel, vse te zgodbe začeti, rekel, zelo jasno filtrirati, razlikovati in tako naprej. Sem se sam kot, recimo, producent dogodkov, kot posredovalec dogodkov, kot reflektor dogodkov, kot pisec o nekaterih stvarih in tako naprej, tudi profesionalno ukvarjam. Najprej seveda ne profesionalno, zdaj pa pač profesionalno. Celo samo 8 let ene avanture, ki se reče biti državni uradnik. In to na Ministrstvu za kulturo. Trenutno po mojem mnenju najbolj benignem ministrstvo, ne samo v zgodovini nove slovenske države, ampak tudi v zdajšnji konstelaciji slovenske vlade. Tukaj sem zelo nesprosen, da ne rečem krut, upam, da kdo ne razume tega kot žaljivost. In še ena beseda je, ki jo je moč razumeti zelo različno, jo tolmačiti različno, in to je miroljubje, miroljubnost.
ključno vprašanje vse skozi je, in tudi zame osebno, in je dejansko provokativno in intrigantno vprašanje, in sicer, kar imam vsak dan opraviti z umetniki, iz njihovimi deli, se pravi z liki in z njihovimi deli, lik in delo poznamo, ali so ti ljudje kot liki resnično miroljubni, ali celo morebiti je potrebno zadevo prevrniti, jo postaviti v protipozicijo in reči, da miroljubnost z umetništvom preprosto nima nič. Če hočemo umetnika resnično imeti za poslanca nečesa, kar je dejansko vizija, najprej mora biti še neprepoznana kot vizija, kot pionirsko delo, ampak kasneje pa prej, ko ne ja. Ker prepoznati, rekel, potencial ustvarjalnosti ali umetniškega akta je, verjemite mi, nekaj podobnega, kot se umetniški celo aktivizem. Moja teza zelo skromna je, da umetnik, ki izhaja iz mirotvornosti, iz nečesa, kar naj bi bilo teleološko, če hočete, ali presumpcijsko, že vnaprej narejeno z določenim namenom, in to je, bodimo frendi, pogovarjamo se med sabo in tako naprej. Skratka, kot bi rekel aktualni predsednik, tretja pot. V takem primeru v bistvu nimamo niti referenčnega oporišča, da se nekako izklicujemo. Jaz imam dati umetnike, ki so bolj si v zatišju ali pa tudi realno dovolj glasni, da me njihovo sporočilo doseže. Ni nujno, da je to besedilno sporočilo, lahko je vizualno, lahko je glasbeno, lahko je katerokoli podobno sporočilo. V kontekstu seveda umetniškega akta. Kolega Vladimir je seveda govoril o tem, recimo temu o estetskih in hkrati ne ideoloških, temveč metafizičnih formacijah. Predvsem preloma z 19. do 20. stoletja in seveda samega 20. stoletja. Teoretiki postmodernizma seveda vemo, kaj so naredili. V bistvu so naredili velikojansko štalo, ko so ugotovili, da je vse crkano. Da dejansko ni več niti umetnosti, da dejansko več ni niti smisla in tako naprej. To je zelo slabo ponovitev Ničeja je to. Zelo slabo ponovitev. Tako da ni čudno, da smo tisti, ki dejansko poskušamo zasledovati, da ne rečem slediti določenim zgodbam, natanko iz istega obdobja, tisti, ki smo v svojem početju relativno, seveda, neizprosni. Predvsem, ko govorimo o tem, kaj dejansko bi smelo biti in kaj je vredno podpore. Glejte, konkretno. Kino Šiška, jaz se s to zgodbo zdaj ukvarjam svojih 10 let, ima eno velikansko prednost. Bila je legendarni kino. V 70-ih in v začetku 80-ih dvakrat je doživela prenovo in bil to najbolj obiskan kinematograf v Sloveniji. Kino Šiška je imela najboljšo tehnologijo. Prvo ukrivljeno platno, prvi Dolby stereo sistem v bivši Jugoslaviji. Tja smo vsi drveli. V najlepših letih je imela 1 milijon obiskovalcev na leto. 1 milijon obiskovalcev letno. Če se lahko zdaj to cifro predstavljate. Zdaj vsi kinematografi v Sloveniji ne dosežejo take številke. Skratka, to je bila
rekel, tista relativna sreča, popotnica bi rekel, da je z veseljem prevzeti izziv tako investicijske, kot seveda tudi vsebinske prenove te zgodbe. In jaz sem blazno vesel. Jaz sem mandat in da še zmerom imam, da oblikujem samo vsebino. Kdo oblikuje vsebino? Vsebino oblikujejo ljudje. Mi tukaj zmeri pozabimo na to, da vsebina ni neki abstraktni pojem. To so ljudje, ki morajo biti seveda v čutečnosti, pa tudi seveda v poznavanju stvari vrhunski. Če ti nimaš vrhunske ekipe in zato, če boste prišli v Kino Šiška, boste takoj videli napis, tam imamo mi neke skromne ofise, tam piše kolektiv. Kolektiv. Ko boste šli v veliko dvorano, boste videli, da tam piše katedrala. Jasno, da so tukaj določene analogije na Plečnika, na katedrale gotske, ampak s pripombo, a ne? Jasno, to je črna katedrala. To je katedrala miru, če hočete, in miru ustvarjalnega nemira. To se sliši paradoksalno, ampak to je zelo pomembno. In ko boste tam zraven pili kakšno pivo v Šiški, boste lahko videli napis komuna. Tudi ne, brez veze. To je prostor, ki je dovolj intimen, da se lahko seveda vsi skupaj gnetejo, da se lahko pogovarjajo in tako naprej. Taka drobna, ampak simbolno pomembna provokacija. Zakaj Kino Šiška danes tisto, kar je včasih bila, rekel, skozi svojo ozko specializacijo? Zaradi tega, ker komuniciramo na odprt način. Moja zahteva, še zmerom županu Jankoviću, na začetku je bila, da mora biti to prostor, ki je odprt, tudi fizično odprt, cel dan. Od 8 zjutraj, pa dokler se ne nehajo še zadnji dogodki. To mislim, da je ključen problem zaklenjenih javnih inštitucij v Sloveniji. Eden od najhujših problemov, če me vprašate, ob problemih napačne kadrovske selekcije. Vsi govorijo vse skozi o tem, kako je, tudi sam osebno, da ne pomote, ampak to je politična gesta, da je premalo denarja za kulturo. Še posebej izpostavljam se skozi umetnost. Tako da sem že parkrat pomislil in tudi že javno izjavil, da je skrajni čas, da Ministrstvo kulture postane Ministrstvo za umetnost. Kar pomeni temeljito reorganizacijo ene hiše, ki ne dela tistega, kar bi morala delati. Ustvarjati pogoje za ustvarjanje. To je prva stvar in prva naloga ministrstva. To je upam, da se strinjate s tem. Ne? Druga taka provokativna, ki jo je treba razviti še naprej, je ta, da je potrebno ves potencial, ki bo potal v Sloveniji, žal nam mnogi mladi umetniki in vsi tisti, ki skrbijo za njihovo rast, da rečem prebojnost, tudi na svetovnem trgu, bežijo v tujino. To je zelo žalostno. Mislim, bežijo v tujino, ne da bi se vrnili nazaj, da nam pomoči. In mislim, da bi bil čas, da razglasimo umetniško državo Slovenija. Ker drugače bomo razglasili državo, umetniška država Šiška. Hvala lepa.